zaposlitve in tranzicije iz izobraževanja na trg dela. Mladi se pogosto znajdejo v zelo težkem položaju, ko niso niti zaposleni, niti vključeni v proces izobraževanja in zaposlovanja. Velikokrat nimajo potrebnih izkušenj, ki bi jim lažje omogočala vključevanje na trg dela. In kriza, kot je bilo očitno, jih je precej prizadela. Naj postrežem z enim izmed statističnih podatkov. V Sloveniji smo septembra letos zabeležili nekaj več kot 26.700 registriranih brezposelnih mladih v skupini od 15 do 29 let. Prav zato so države EU aprila leta 2013 po priporočilu Sveta Evropske unije odobrile projekt Jamstvo za mlade. Jamstvo za mlade je nov pristop k reševanju brezposelnosti mladih, ki omogoča, da se vsi mladi do 25. leta, v Sloveniji pa do 29. ker imamo tako določeno mejo za mlade, ne glede na to, ali so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje ali ne, v 4 mesecih po zaključku formalnega izobraževanja ali po začetku brezposelnosti, da prejmejo kakovostno in konkretno ponudbo za delo. Ta se mora nanašati na delovno mesto, na vajeništvo, pripravništvo ali nadaljnje izobraževanje, ter mora biti prilagojena posameznikom in njegovim osebnim razmeram. Da si bomo zadevo lahko lažje vizualizirali, predlagam, da zdaj pogledamo en kratek filmček o jamstvu za mlade. V Evropi je trenutno 5,5 milijona brezposelnih mlajših od 25. Malo imamo težav. V Evropi je trenutno 5,5 milijona brezposelnih mlajših od 25 let, kar pomeni, da je stopnja brezposelnosti med mladimi skoraj 23-odstotna. Ponekod, denimo v Španiji in Grčiji, je položaj še slabši, tam je brezposelnih več kot 50% mladih. Vendar rešitve obstajajo, ena med njimi je tako imenovano zaposlitveno jamstvo za mlade. Evropska komisija je predstavila program zaposlitvenega jamstva za mlade, s katerim želi zmanjšati število brezposelnih mlajših od 25 let. Hkrati je vsem državam Evropske unije predlagala uvedbo podobnih programov. Z zaposlitvenim jamstvom za mlade ne bi nihče ostal izključen. Države EU naj bi zagotovile, da se vsakemu mlademu Evropejcu vsaj 4 mesece po zaključku šolanja ali prenehanju delovnega razmerja ponudi delovno mesto, vajeništvo, pripravništvo ali dodatno izobraževanje. V nekaterih državah, denimo na Finskem in v Avstriji, program jamstva že uspešno izvajajo. Način uvajanja jamstva se po državah razlikuje, saj ni enotnega modela, ki bi ustrezal vsem. A pomembni so rezultati. Nihče od mladih ne sme ostati brez podpore ali možnosti, da najde dobro zaposlitev. Evropska unija pomaga državam pri uvedbi programa in njegovem izvajanju. Pomagate lahko tudi vi, sicer tako, da ga podprete in promovirate v svoji državi. Danes bomo z gosti okrogle mize skušali ugotoviti na vrsto vprašanj povezanih s programom Jamstvo za mlade in zaposlovanjem mlajših na širše. Kateri ukrepi jamstva za mlade se v Sloveniji že izvajajo, kateri se še bojo in kakšne učinke so prinesla jamstva za mlade? Ali jamstvo za mlade sploh predstavlja nek dolgoročen odgovor oziroma rešitev na problem zaposlovanja mladih, za katerega velikokrat pravimo, da je širše sistemski? In kaj bo potrebno storiti za zagotovitev še več delovnih mest? Gostje današnje okrogle mize, s katerimi bomo iskali odgovore na ta vprašanja, kot tudi na vprašanja vas, dragi obiskovalci, so na moji skrajni desni gospod Adam Pokorni, šef enote na Generalnemu direktoratu za zaposlovanje pri Evropski komisiji, ki pokriva Avstrijo, Nemčijo, Slovenijo in Hrvaško. Potem gospod Damjana Košir, generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje. Na moji levi gospod Igor Knez iz Gospodarske zbornice Slovenije, Sanja Leban-Trojer iz sindikata Mladi Plus in pa gospa Barbara Gogola, koordinatorka vseživljenjske karierne orientacije na Zavodu za zaposlovanje. Dober dan vsem. Začeli bomo z uvodnimi predstavitvami, v katerih bodo govorci v 5 minutah predstavili svoj pogled na jamstvo za mlade,
Občinstvo prosim, naj si v tem času nekako izoblikuje kakšno vprašanje za goste, ki jih boste seveda lahko potem zastavili. Goste pa prosim, da replike na prejšnje sogovorce vključite ali v svoje uvodne predstavitve, ali pa jih potem po koncu predstavite. Za začetek se obračam k vam, gospod Pokorni. Jamstvo za mlade je program, za katerega pravimo, da je bilo potrebno tesno sodelovanje med Evropsko komisijo in državami članicami. Prosim bi vas, če bi lahko nakratko predstavili, kako je v bistvu potekalo to sodelovanje med Evropsko komisijo in državami članicami, kako Evropska komisija sodeluje s članicami danes, ko je pač v nekaterih državah že bilo uvedeno jamstvo za mlade, in kako uspešno je lahko jamstvo za mlade, če države niso pripravljene izvesti nekih strukturnih reform. Še to, da vas opozorim, gospod Pokorni bo govoril o angleščini in vas na tej točki sprašujem, če mogoče za koga angleščina problem. Ne, potrebujemo prevajanje? Ne potrebujemo. Torej, gospod Pokorni, izvolite. Okay. Thank you very much for the introduction, and thank you all for coming along today. Just a few words then about how we see this issue from the European perspective. It's very clear that the crisis has had a really serious consequence on young people in particular. They are the most vulnerable on the labour market. They're the people who have more difficulty finding jobs and who are more often laid off or made redundant when the conditions tighten. So all of the decision makers in the EU, in the Commission, in the European Council, the heads of state and government, take this issue extremely seriously. This is not just window dressing, this is real priority in the EU. It's clear that the Youth Guarantee offers immediate measures. There is real extra money available to fund the offers to young people of training, high quality work within 4 months of being made unemployment or being on the labour market. It offers immediate responses, but what is also very important is that it needs to offer structural responses. And that means that where there are conditions in the labour market which make it difficult for young people to find a job and to find a high quality job, that it's not just the immediate support that is available that is important, but also that we change the conditions on the labour market so that in the longer term these sorts of problems will not recur. So that means that what we are negotiating with the Member States is that we have a package of measures directed at young people, and we'll hear more about them for Slovenia to start with, and also reforms which will, for instance, for Slovenia, bring the education and the training system more into line with the needs of the labour market, that is going to improve the institutions, to reinforce the employment services, to mean that they're better able to target their support and their offers to young people, and that they can support employers to actually offer high quality work placements. So what we are working with the Member States is to put in place the Youth Guarantee implementation programs. This has happened enormously quickly if you look at the time that it usually takes for initiatives to be decided in Brussels, to be decided in the Member States, to be put into practice. This has been an extremely rapid response. The timing is very important. This is the point where there is real new money available to invest in high political priorities, and this is what is being done through extra funding for the Youth Employment Initiative and through the money that is available in particular in the European Social Fund, where we see that there is around 1/3 of the entire budget, €40 billion over the next 7 years, being programmed to address issues relating to youth employment, and the Regional Development Fund, which is investing over 100 billion in supporting small and medium enterprises to create jobs, because what's the point of investing in employability if we don't also invest
in job creation. So, to answer your question, what are we doing with the member states? These are the big principles. What we are doing with the member states is deciding how do we best invest this money, how are we going to set up structures which are going to mean that this sort of situation will not occur in the sort of dramatic fashion that it has done this time, that we use the opportunity here with the extra money, with the new programming cycle, that we can program money for the next 7 years, also to invest in structures, in systems, to give better support to young people, to give better support to employers, to create jobs, to create opportunities, to improve employability on the long term. And we see that this is already bringing positive results. In Spain, for instance, there has been a doubling of the number of training places available to young people, the number of young people involved in training. Others, like in Romania, have greatly increased the capacity of the employment service to actually go out and engage with young people, to make tailored offers, to find out what do you need, how can we support you best. The challenges that remain are really to make sure that these structural reforms come into place, have the effect that they are intended to do, and are going to improve the situation on the longer term for young people. It's not enough just to invest money in firefighting. Of course, we have to put out the fire, but what we also have to do is to make sure that for the longer term we invest in structures that are going to make this problem much less serious in the future. So there is serious political commitment. Heads of state and government were meeting only 2 weeks ago in Milan. They have a series of meetings. The Commission is under great pressure from the government to show that we are acting quickly, that we are spending the money, that we are putting in real support that is having real benefits for young people. And this is one of our top priorities now for the coming weeks and months, to make sure that we make a reality of these funds. Govora je bilo veliko o denarju, hvala gospod Pokorni. Skupni stroški programa Jamstvo za mlade pa naj bi bili vseeno nižji, precej nižji, kot če bi države Evropske unije morali izplačevati mladim, ki niso zaposleni oziroma se ne izobražujejo oziroma usposabljajo, stroške izpada dohodkov oziroma davkov, ki naj bi znašali kar predvidoma 153 milijard evrov. Zato, gospod Damjana Košir, se zdaj na tej točki obračam na vas. Prosim, če nam na kratko lahko predstavite, kaj vse je sploh vključeno v slovenski nabor ukrepov Jamstva za mlade, ki ste ga pripravili v sodelovanju z deležniki na tem področju. Zanimajo nas predvsem ukrepi, ki neposredno blažijo brezposelnost med mladimi prvimi iskalci zaposlitve. Ja, hvala lepa. No, jaz bi na začetku omenila, da situacija mladih na slovenskem trgu dela se je zelo poslabšala v letu 2012, tako da pravzaprav je nam ta pobuda z Evropske komisije, da se pripravi ta Jamstvo za mlade oziroma izvedbeni program pravzaprav prišla kot naročena. In smo seveda z zavedanjem, da dejansko potrebno hitro pripraviti učinkovite ukrepe za reševanje te situacije, tudi šli v pripravo teh programov, ki se sedaj izvajajo oziroma se še bodo v okviru samega Jamstva za mlade. Mislim, da je dodana vrednost pravzaprav tega programa v primerjavi s tem, kar smo do takrat, ko smo imeli shemo, počeli v zvezi z brezposelnostjo mladih. Prvič to, da je bilo dejansko zelo široko sodelovanje in tudi produktivno, ni bilo lahko, smo se morali kar precej usklajevati, malo to pregovarjati z predstavniki mladih, ampak to je v bistvu tisto, kar lahko prinese potem neko novo kvaliteto. In tukaj mislim, da so tudi sami mladi prispevali k temu, da se je tudi premaknilo to, da je več nekega medresorskega usklajevanja na področju teh ukrepov. Se pravi, to je en vidik, to sodelovanje z mladimi, drugo je pa to, da dejansko naši ukrepi ne zajemajo samo ukrepov na trgu dela, se pravi ukrepov Ministrstva za delo, ampak tudi še 4 drugih resorjev, to je Ministrstvo za izobraževanje, za gospodarstvo, potem Ministrstvo za kulturo in pa Ministrstvo za kmetijstvo.
Tako da dejansko mislim, da je ponujen v okviru našega jamstva en tak zelo širok spektr prvič vrst aktivnosti, tukaj mislim na to, da so dejansko ponujene storitve ali pa ukrepi tistim, ki zelo malo potrebujejo pri tem, da pridejo do neke redne zaposlitve, kot tudi tistim, kjer se pa izkaže že na začetku ali pa morda kasneje, da pa potrebujejo kakšne bolj, bom rekla, globje ukrepe ali pa dalj časa trajajoče ukrepe. Se pravi, imamo nek celoten spektr teh različnih programov. Pri tem se tudi te programi ločijo na zgodnje ukrepanje, aktivacijo, to je tudi narejeno seveda po metodologiji same Evropske komisije, in pa potem podporne ukrepe. Pri nas ta jamstva za mlade zajemajo 36 ukrepov, v okviru tega je 13 ukrepov teh za zgodnje ukrepanje in pa ostali so pa te podporni ukrepi. Pri teh zgodnjih ukrepih bi mogoče izpostavila karierno orientacijo, ki se mi zdi izjemno pomembna. In tukaj mi tudi čutimo nek primanjkljaj v Sloveniji, tako da računamo, da ravno v okviru tega programa jamstva za mlade bomo lahko nadgradili ponudbo, ki imamo ta trenutek na tem področju. In kar mi je zanimivo, je to, da to prepoznavajo tudi določene regije in pa gospodarstvo v Sloveniji. Da je tukaj potrebno mlade že v času šolanja bolj opremiti z poznavanjem trga dela, z poznavanjem poklicev, vzpostaviti to večje sodelovanje tako med izobraževalnimi organizacijami, delodajalci in pa recimo drugimi institucijami na trgu dela. Kar se tiče podpornih ukrepov, govorimo predvsem o raznih ukrepih aktivne politike zaposlovanja, ki smo jih že sedaj izvajali v okviru sheme, izvajamo tiste, ki so se izkazali za uspešne, pripravljamo glede na trenutne situacije nove oziroma jih prilagajamo. Trenutno je v pripravi in bo tudi kmalu objavljeno javno povabilo za program, ki smo mu rekli iz faksa praksa in bo namenjen tistim, ki zdaj le prihajajo na trg dela, to se pravi diplomantom, se pravi, da bomo spodbudili njihovo čimprejšnje zaposlovanje za neko subvencijo. Sicer pa bi rekla, da je tudi samih podatkov razvidno, da smo v Sloveniji bili pri implementaciji jamstva uspešni. Pravzaprav takoj po tistem, ko je bilo na vladi jamstvo sprejeto, se je že začelo implementirati na Zavodu za zaposlovanje. In logično, da je pri nas Zavod za zaposlovanje ključni implementator te sheme, saj govorimo o brezposelnih v prvih 4 mesecih brezposelnosti. Tako da mislim, da je to zelo pomembno, da smo začeli ukrepe izvajati praktično takoj. Od tistih, ki so bili predvideni za leto 2014, se jih okrog 80% že izvaja in dejansko je bilo angažirani že okrog 70 milijonov sredstev za te ukrepe. Pa še to, vidi se tudi, da med vključitvami v ukrepe aktivne politike zaposlovanja se je ta delež vključenih mladih letos povečal iz približno 30% v lanskem letu na skoraj 40% v letošnjem letu. Se pravi, dejansko je ciljana in aktivnost in ukrepi Zavoda za zaposlovanje na to ciljno skupino. Jaz bi s tem zaključila, ker bo verjetno na samem izvajanju pa Zavod lahko kaj več povedal. Tako in zato se tudi obračam zdaj k vam, gospa Barbara Govala, torej jamstvo za mlade je relativno nov program, v Sloveniji smo ga uvedli s začetkom letošnjega leta. Kako ste se na Zavodu lotili implementacije programa jamstvo za mlade in kakšni so v bistvu neki prvi odzivi, predvsem med mladimi, nas seveda zanima, na jamstvo za mlade? Hvala, lep pozdrav vsem. Mi smo izhajali iz predpostavke, da za dober ukrep, za ciljen ukrep, tailor-made, kot pravijo EU, je potrebno dobro informiranje in dobro svetovanje. Saj brez tega potem so lahko ukrepi grejo mimo cilja in ne dosežejo svojega učinka. Zato bi se osredotočila na to, kako smo strukturirali naše informacije mladim in pa na kak način ponujemo svetovanje ter nekaj rezultatov, ki so do zdaj že na voljo.
Zdaj, v novih paradigmah karierne orientacije je v tej obilici informacij, ki so na trgu, na spletu, povsod, pomembna intervencija inštitucije, kako te informacije oblikuje in kako jih da na eno mesto. Zato smo oblikovali posebno stran na strani zavoda, ki je namenjena mladim, kjer smo združili v bistvu vse ukrepe, te, ki jih izvaja zavod, pa tudi te, ki jih ponuja finančna uprava ali pa Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Dodali smo tak iskalnik, kjer si lahko vsak do 30 let lahko poišče, kateri ukrepi so za njega, s njegovim stalnim bivališčem, starostjo in pa s časom, ki je prijavljen na zavodu, kateri so za njega ta trenutek aktualni. Se pravi, nekako vse na enem mestu. Poleg tega smo razširili to stran tudi z informacijami, ki so do zdaj bile mogoče za nas zunanje, se pravi z vsemi oblikami, kjer mladi sami svojo inicijativo in pa pobudo recimo kreirajo delovna mesta, kjer se združujejo v coworking conah, kjer tudi sami oblikujejo različne spletne pripomočke, kako biti ali podjeten, ali se pa pridružiti nekomu, ki je že podjeten. Se pravi, da so te moderni startupi tudi zdaj že zaposlujejo, tudi te strani smo dodali. Poleg informacij tudi o usposabljanju, izobraževanju, različne tudi te svetovne odprte univerze. To je, kar se tiče spletne strani, potem smo ta isto spletno stran priredili tudi za mobilne telefone, ker mislim, da sem nekaj brala, da zadnje čase mladi, mislim, da je 60-40%, kako dostopate do spleta, 60% v prid mobilnih telefonov. Spravi, kar se tiče informiranja. Kar se svetovanja tiče, smo pa ukrepili naše vrste z mladimi svetovalci, ki smo jih izbrali tudi s posebnim posluhom, zato tudi, kako sami iščejo zaposlitev. Se pravi, smo zdaj take, ki so že sami pokazali neki bolj kreativne načine, ker na ta način bojo lahko tudi mladim pomagali pri tem. Spodbujamo jih tudi, da sami oblikujejo različne krajše delavnice, glede na to, kaj jih mladi sprašujejo. Pač ponujamo mladim svetovanje že kmalu po prijavi, tako osebno kot tudi preko spleta, preko portala, ker namreč nekje smo se malo šteli v začetku, razmišljali smo, mladi splet, e-komunikacija, potem smo pa vprašali mladinske organizacije, kakšnega svetovalca bi si želeli, in smo dobili odgovor, ne, ni samo splet tisti, jaz ne želim biti številka pri mojem svetovalcu, želim biti pač oseba, ki me dobro pozna, zato smo pač šli tudi v to, da imamo bolj intenzivno svetovanje. Mogoče v nadaljevanju, Miha, če bo čas, bom pozvala tudi mojega kolega iz Boljše službe Ljubljana, da pove tudi nekaj iz prve roke. Zdaj, spremljamo lahko prvih mlade, ki so se prijavili prvih 5 mesecev, se pravi, da je to 4-mesečno obdobje za njih že zaključeno. In ugotavljamo, da se je v tem času prijavilo nekje 14.500 mladih na zavod. Od tega smo 85% dali tisto, kar smo jim v jamstvu obljubili. Se pravi, ali neko kvalitetno ponudbo delovnega mesta. S tem, da seveda moramo upoštevati pri tem tudi to, da so delodajalci tisti, ki si sami želijo izbrati se pravi novega kandidata. Tako da v bistvu mi lahko damo ponudbo in nekako združimo pač ponudbo povpraševanje. Ali smo jih vključili v katere obliko usposabljanja, recimo usposabljanje na delovnem mestu, delovni preizkus, pridobivanje kakšnih novih veščin in znanj, nacionalne poklicne kvalifikacije. Šteli smo pa tudi tiste, ki so se zaposlili in med temi 14.000 se jih je v prvih 4 mesecih pa prijavi na zavod zaposlilo 35%, se ne izračunite, 4.500, nekaj sem na pamet izračunala. Tako da v bistvu ugotavljamo, da je ta delež kar visok in tudi, če primerjamo zaposlitve, se pravi izhode v zaposlitev v letošnjem letu, v primerjavi z lanskim letom, vidimo, da je približno četrtina teh več, kot je bila lani. Ne bomo zdaj rekli, da je samo zaradi jamstva, ampak verjetno so se tudi razmere na trgu malce spremenile. Če pa primerjamo recimo z tem, koliko se druge ciljne populacije zaposlujejo, so pa mladi vseeno tukaj na boljšem. Se pravi, gre tu trend navzgor. Seveda vemo, da je pred nami pa še veliko izzivov, o katerih mogoče kasneje. Najlepša hvala, gospod Bogala. Vračam se gospodu Knezu, ker je bilo govora o zaposlitvah. Delodajalci pogosto ugotavljajo, da mladi, ko pridejo na trg dela, niso opremljeni s potrebnimi izkušnjami, znanjami, veščinami, da bi objavljali razpisana dela.
kar pomeni, da na nek način mi imamo delovna mesta, ta delovna mesta ostajajo nezapolnjena. Na drugi strani imamo nekatere mlade, ki doštudirajo in nikakor ne morejo najti želenih poklicev. Kako vi gledate na jamstvo za mlade? Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu in hvala lepa za vprašanje. Zdaj, tako je, ne? Jamstvo za mlade, ko je bilo uvedeno, vsekakor ga je treba pojmovati kot interventni ukrep. Čeprav seveda z namenom, da se čim večja populacija mladih zaposli, moramo pa se zavedati, da zaposljivost je možno samo toliko, koliko je dejansko ponudbe delovnih mest na trgu, seveda kvalitetne ponudbe na delovnih mest na trgu. Ključno je verjetno v tem segmentu, da poudarimo, da je, vsaj po našem mnenju, no, da je trenutno jamstvo za mlade premalo konkretno, premalo je naravnano v kreiranje novih delovnih mest, mogoče tudi to, kar smo prej govorili, tailor-made storitve, seveda tle je neskladje, ne? Ali so ti ukrepi namenjeni mladim, ali na konec koncev morajo spodbujati tudi delodajalce, da odpirajo nova delovna mesta. Zdaj, na vaše vprašanje bi dodal seveda samo še tole, da jamstvo za mlade vsekakor ne sme biti dolgoročni odgovor na situacijo zaposljivosti mladih. Ne? Kot je že gospod Pokorni v bistvu samo omenil, je ključ v nekih strukturnih reformah, ki bi jih morala država začeti že veliko prej, kot pa se napoveduje sedaj. In seveda naša tendenca mora biti, da bodo vsi ukrepi, ki jih bo na nek način država, tudi s pomočjo Evropske komisije, seveda peljala naprej, mora biti usklajeni z vsemi deležniki. Mi smo ocenili, da v tem segmentu priprave jamstva za mlade je bilo gospodarstvo bistveno premalo vključeno. Verjamemo, da bi posamezni segmenti gospodarstva znali povedati, kaj si želijo, kje so njihovi razvojni potenciali v prihodnje. Recimo, če govorimo samo za določene panoge, kovinska industrija, avtomobilska industrija, tudi seveda lesarska industrija in vse ostale so lahko zelo razvojno naravnane panoge in seveda ta znanja, ki bodo omogočila mladim, perspektivnim, bodisi študentom ali pa tudi konec koncev dijakom, neko večjo zaposljivost v teh panogah, bi morala biti prepoznana tudi v samem jamstvu za mlade. Konec koncev je ključno poudariti pa seveda še verjetno to, da same spodbude, ne, tudi ki so bile namenjene pa za delodajalce na drugi strani, niso prinesle verjetno zadostnih rezultatov, so seveda dvignile verjetno zaposljivost, nekaj tudi po lastni inerciji, zato ker se je seveda gospodarsko počelo bistveno bolj ogrevati, če lahko tako besedo uporabim. Nekaj seveda tudi konec koncev zaradi povezanih ukrepov aktivne politike zaposlovanja in pa jamstva za mlade. Strukturne težave, ki ostajajo, so pa še vedno bistveno premala povezanost izobraževalnega sistema in potreb gospodarstva. Pa ne današnjih potreb gospodarstva, zato ker to, kar se danes pogovarjamo, da gospodarstvo potrebuje čez 5 let, verjetno več ne bo potrebovalo ali pa bo šla tendenca v bistveno drugo smer. Zato treba predvidevati bodoče tokove, kje so tiste zanimive panoge ali pa znanja, ki bi jih morali mladi upoštevati in temu se mora izobraževalni sistem bistveno bolj prilagoditi. Tako da verjetno bo razprava danes tekla tudi v tej smeri, kje so naše rezerve. Vsekakor je težko upravičiti, da imamo, ne vem, več kot 1000 in ne vem koliko še izobraženih ekonomistov, če potreb v teh delovnih mestih tudi v bodoče, ne samo danes, tudi v bodoče več ne bo. Pa seveda ne govorim, ne želim podcenjevati, to je samo kot primer, ne, seveda verjamem, da so na drugi strani lahko tudi pravniki ali pa katerikoli drugi poklici in ta usklajenost z potrebami gospodarstva, predvsem seveda govorimo o domačega gospodarstva danes, je ključna. Najlepša hvala, gospod Knez. Sedaj pa še Sanja Leban-Trojar, da vas v bistvu citiram iz enih člankov, ki sem jih prebral na spletu. Vi ste opisali jamstvo za mlade kar precej kritično kot nateg, kot nabor krožkov, ki se izvajajo na različnih koncih in krajih. Pa vseeno, če mogoče poskušava tokrat biti malo bolj optimistična oziroma pozitivno naravnana, kaj so tiste dobre stvari, ki jih prinaša jamstvo za mlade in pa seveda izpostavite mogoče tudi tisto, kar najbolj pogrešate. Lepo v življenju je, če človek enkrat nekaj izreče,
mečejo nazaj, tako da se že predpostavlja, kako je moje mnenje o jamstvu za mlade. Jaz smo začela na začetku mladinske organizacije, smo bile od samega začetka upletene in smo spodbujale razvoj programa za jamstvo za mlade in seveda smo tudi kritični, takrat, ko je bilo treba kritičen biti. Prva stvar, ki bi jaz izpostavila kot pozitivno v Sloveniji na področju jamstva za mlade, oziroma to, kar je jamstvo za mlade preneslo, je neke vrste medsektorski pristop oziroma medsektorska obravnava problematike mladih, ki jo toplo priporočam tudi na drugih področjih v Sloveniji. Pretresli smo vsa ministrstva, prerešetali smo vsa vrata, vse ukrepe, vse vsebine in dobili smo, kar smo dobili. Vlada Republike Slovenije je januarja 2014 temu rekla izvedbeni načrt jamstva za mlade, ki vsebuje 36 ukrepov. Zdaj, če mogoče kar citiram z spletne strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, sprejetjem jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti 15 do 29 let ponujena zaposlitev, tudi s pripravništvom, usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajša institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v 4 mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Mogoče se malo pozablja namreč na vsebino opredelitev jamstva za mlade, kot ga je ministrstvo opredelilo na svoji spletni strani, zato sem to prebrala in zato včasih jaz opozarjam, da je jamstvo za mlade v Sloveniji nabor krožkov, dobesedno eden od ukrepov so namreč obšolske dejavnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti, med drugim tudi med učitelji. Jaz nočem biti žaljiva ali pa žaljiva, da kogarkoli, ampak dejstvo je, da je to 36 ukrepov, od katerih nimajo čisto vsi velike veze z aktivno politiko zaposlovanja mladih. Če gremo naprej k pozitivi, ker to iščete od mene, imamo ukrepe, ki se direktno navezujejo na zaposlovanje mladih in imamo ukrepe, za kjer je lahko ocenjen tudi jaz, zdaj mirno, da so uspešni. Prvi vrsti je to prvi izziv, ki je zame edini konkretni ukrep iz jamstva za mlade, je nov ukrep, se navezuje direktno na resolucijo jamstva za mlade, da je uspešno ocenjujemo na podatki Zavoda za zaposlovanje iz prvega izziva 2011, predhodnika tega ukrepa, iz katerega je bilo razvidno, da je 77% vključenih v ta ukrep zaposlitev obdržalo tudi po preteku subvencije. To je tisto, kar si želim, kar verjamem, da si želijo mladi na splošno, dobiti odgovor, kaj se zgodi z upeljanimi ukrepi oziroma predvsem s kreiranimi zaposlitvami v trenutku, ko potečejo razne subvencije. In zdaj, če se vrnem nazaj, po mojem mnenju, in sem prepričana tudi po mnenju številnih drugih, ki so bili v procesu vključeni, veliko truda je bilo vloženega v kreiranje programa, predvsem stališča kreiranja subvencij. Malo manj truda pa je bilo vloženega v kreiranje delovnih mest. Jaz se absolutno strinjam z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To ministrstvo ni tisto, ki kreira delovna mesta, lahko pomaga zaposlovati. In s tem smo se mi vsi strinjali in ministrstvo je to delo dobro opravilo. Meni je res iskreno žal, da se tukaj na okrogli mizi lahko srečamo vsi, pogrešala pa sem predstavnike gospodarstva, vključene vse naše debate okrog jamstva za mlade. Pa da ne bom predolga, mogoče stališča mladih, predvsem to, da si zdaj, ko se jamstvo za mlade že izvaja, opažamo, da so ukrepi za mlade še vedno preveč razpršeni, da potrebujejo veliko pomoči pri razlagi teh ukrepov, da bi veljalo delati ukrepe na dolge proge, ne sem za leto 2014-2015 in si res želim, da bi bilo teh ukrepov na dolge proge več in da bomo vsi aktivno sodelovali pri kreiranju teh ukrepov. Da predvsem prisluhnemo potrebam, željam, zahtevam gospodarstva, ker še enkrat pomembno je kreirati delovna mesta, ne pa subvencionirati delovnih mest, čeprav s tem ni nič narobe, ampak v drugi vrsti. In kar se mene tiče, še eno od najbolj pomembnih vprašanj, kdo uporablja subvencije. Na to si je nujno treba odgovoriti. Ali s temi subvencijami spodbujamo delodajalce, ki bi že tako zaposlovali, da počakajo še kak teden, dva, ko pride nova subvencija, pa jo izkoristijo, ali spodbujamo tiste delodajalce, ki še ne bi zaposlovali. Skratka, ali so te subvencije na nek način potuha tistim, ki jim gre dobro,
pa hvala Bogu, da jim gre dobro, ne me narobe razumeti, ampak komu so namenjene te subvencije? Jaz imam namreč občutek, da tisti, ki bi že itak zaposlili, pa še malo počakajo na enega od novih ukrepov in pol zaposlijo, tisti, ki so pa mogoče na robu preživetja ali pa na tem, da nekaj res dobrega ustvarijo, nimajo suporta, da bi zaposlovali mlade ali pa malo manj mlade. Najlepša hvala, gospod Sanja Leban Trojar. Zdaj le mogoče, če ima kdo krajško repliko in gospod Nesej, kar tudi dodal. Ja, jaz bi mogoče vse nekaj dodal. Zdaj, subvencije, na zadnjo točko se repliciram s Petroja, pa verjamem, da v pozitivnem smislu, da subvencije tistim, ki jim gre slabo, sploh niso upravičene. Čisto tako bodimo iskreni. Tistim, ki gre slabo, ta načeloma ne bi smel dobiti subvencije, pa ne, seveda, ampak tisti, ki pa je trenutno na meji odločitve, ima dober produkt, razmišlja o tem, da bi zaposloval, pa se to še ni odločil, seveda govorim z vidika podjetnikov oziroma gospodarstva, gospodarskih družb, tem pa so ali pa bi morale biti subvencije namenjene. Vendar to ne pomeni, da niso upravičene tudi tistim, ki jim dejansko mogoče že gre dobro. Zakaj? Konec koncev, kaj je namen subvencije? Namen subvencije je večja zaposljivost. Če to dosežemo skozi uporabo določenih učinkovitih, recimo temu ukrepov, ki jih je država pač dogovorila skupaj z ostalimi deležniki, potem s tem ne sme biti ni slabo. Se pa strinjam, da bi morali še več pozornosti nameniti kreiranju delovnih mest tam ali podpiranju tistih delovnih mest, kjer so odločevalci na meji ali bodo šli naprej s kakšnim razvojem novega produkta ali bodo obdržali status quo zato, ker se bojijo negotovih tržnih razmer. Tako da tle ta premislek mogoče treba narediti, vsekakor pa ne mogoče razmišljati o tem, da so subvencije neupravičeno dodeljene. Vsaka subvencija, ki v bistvu privede do novega delovnega mesta in zaposlitve mladega ali pa kogarkoli drugega, je verjetno upravičena. Kar kot ste se mi po vrsti javili, gospod Leban Trojar. Bom hitra, mogoče nisem dobro se izrazila, nisem hotela subvencionirati podjetij, ki so na robu stečaja, propada ali prisilne likvidacije. Kar konkretno bom navedla, danes mislim, da je bilo objavljeno 4 start-upi, ki so v Sloveniji prepoznani kot pozitivni start-upi, danes iščejo volonterske pripravnike. To so podjetja, ki imajo potencial, to so podjetja, v kjer se splača investirati in to so podjetja, ki nimajo suporta in zdaj izkoriščajo mlade na način, da se v bistvu izkorišča tudi zakonodaja. To so cases, za kjer bi si želela, da se najde več pomoči, da se najde ukrepe, ki suportirajo na dolge proge kreiranje dobrih delovnih mest, seveda ob kreiranju dobrih in ustvarjanju dobrih podjetij. To je Hvala, gospod Gogala. Ja, mislim, da je ta informacija zelo koristna. Mogoče je to res naša vloga, da jih informiramo o tem, kakve možnosti so. Tako da, zdaj, glede subvencij, to se strinjam, da v bistvu bi bila res dobra, če bi bila res namenjena tistim, ki se težje zaposlijo in za kreiranje novih delovnih mest. Zdaj, z naše strani mi sigurno preverimo, če podjetje deluje pošteno, če splačuje vse prispevke svojim zaposlenim predno, dobi kakršnokoli subvencijo, tle se mi zdi, da je to prav narediti. Eno druga replika na, kako ste že rekla, krožek, v bistvu s temi drugimi ukrepi, ki se ravno ne tičejo zaposlitve mladega jutri ali pojutrišnjem oziroma danes, ciljamo v jamstvo na ta drug pomen jamstva, kot je že gospod Pokorni omenil, na strukturne spremembe, se pravi na to, da se preventivno dela na dolgi rok, da morda čez nekaj let ne bo potrebno več teh ukrepov za gašenje požara in sicer na ta način, da se mlade res usposobi za bolj podjetniški duh, to so recimo te vse ukrepi, kar se tiče podjetništva od osnovne šole naprej, da se, kot je že Damjana omenila, karierna orientacija izboljša oziroma da se naredi bolj sistematično, nekaj že obstaja, ne smemo reči, da ne, ampak da postane bolj sistematična, da se uredi tudi študentsko delo, ki je na slovenskem trgu specifično, rečemo, če ne reč. Tako da v bistvu ta drugi del, jamstvo cilja na danes in pa tudi na pojutrišnje, to je iz tega svežne ukrepov. Najlepša hvala, še gospod Košir. Ja, jaz sem samo želela res pokomentirati te subvencije. Naše subvencije, ki jih dajemo v okviru programa aktivne politike zaposlovanja, so namenjene težje zaposljivim osebam. Se pravi, z njimi spodbujamo njihovo zaposlovanje, ker pač imajo
položaj na trgu dela, da so ranljive iz tega ali drugega razloga. Seveda to subvencijo prejme delodajalec, ampak konkretno to pomeni, da nažalost imamo zdaj situacijo v Sloveniji, ko se na eno delovno mesto prijavi 50, 100, 150 ljudi. In pač ta oseba, ki je brezposelna in pride s to popotnico neke subvencije, ki delodajalcu v teh kriznih časih seveda pomeni tudi neko olajšavo v smislu zmanjšanja stroška dela, to je pač njegova popotnica, njegova prednost. In tukaj ne gre direktno za kreiranje delovnih mest, ampak dejansko za pomoč tem ranljivim, da so v prednosti pri zaposlitvi. Najlepša hvala. Na tej točki bi želel odpreti razpravo tudi z občinstvom, tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, kar lepo prosim, če lahko dvignete roko, počakate na mikrofon in vas potem pokličemo. Ena roka je dvignjena vzadaj Teja, mogoče, če lahko en mikrofon dobimo. In pa seveda, če poveste, komu je vprašanje namenjeno, gospodu Pokornju, pa lahko vprašanje zastavite tudi v angleščini. Najlepša hvala. Teja Jarc, Mladinski svet Slovenije. Mi smo tudi zelo aktivno sodelovali pri pripravi jamstva za mlade in definitivno je jamstvo za mlade korak naprej na področju reševanja brezposelnosti mladih. Smo si pa tudi takrat ob sprejetju vsi priznali, da to ne bo rešilo brezposelnosti mladih. Slovenija je kljub temu postala nek primer dobre prakse tudi na evropski ravni, predvsem z vidika vključevanja mladih v pripravo jamstva za mlade. Takrat, ko je bil tudi dogovor, da bomo mladi vključeni tudi v bistvu evalvacijo oziroma nek monitoring izvajanja ukrepov. Ustanovili smo tudi posebno delovno skupino, ki naj bi se redno sestajala in dobivala informacije o izvajanju jamstva za mlade, kateri ukrepi se izvajajo, kako so uspešni, kako jih lahko bolj prilagodimo in pa seveda, kateri ukrepi naj se šele začnejo pripravljati tudi v sodelovanju z mladimi in mladinskimi organizacijami. Zdaj, ta delovna skupina že lep čas ni bila sklicana, kljub pobudam mladih. Tukaj v bistvu pričakujemo koordinatorstvo strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da bo uresničil svojo obljubo in tudi mlade še naprej vključevali v te zadeve. Predvsem sledimo temu načelu, da moramo biti mladi vključeni v te procese, kakor se v bistvu strinjam z gospodom iz gospodarske zbornice, da je potrebno vključevati tudi gospodarstvo. In pa mogoče še eno zelo konkretno vprašanje. Namen jamstva za mlade je bilo tudi preprečiti volonterska pripravništva, ki se najpogosteje pojavljajo predvsem v javni upravi. Volonterska pripravništva v javni upravi torej niso nikakor urejena, tudi z jamstvom za mlade smo potem ugotovili, da se jih ne bo s tem subvencionirali in me v bistvu zanima, kakšna je strategija države, da čim prej torej ukine volonterska pripravništva v popolnosti in glede na to, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že sprejelo stališče, da je to nekaj nedopustnega, kako boste torej medresorsko uskladili, da ostala ministrstva ne bojo več dali ven razpisov za stojno delo, torej volonterska pripravništva. Hvala. Hvala lepa. Gospod Košir, mislim, da je bilo to vprašanje konkretno za vas. Ja, kot je bilo rečeno, mi smo obljubili, da bomo skupaj spremljali izvajanje teh ukrepov. Prvič smo pogledali zadevo, mislim, da je bilo konec julija, ko smo imeli podatke za pol leta. Zdaj pa pripravljamo poročilo za 9 mesecev, tako da je predvideno v začetku novembra, da bo spet sklicana ta delovna skupina in da bomo imeli pred sabo tudi to, kar je bilo do konca septembra narejeno. Kar se tiče volonterskega pripravništva, mi to obsojamo, tudi na Ministrstvu za delo tega ni. Je pa to dejansko medsektorski problem. Zdaj, tukaj je vezano dejansko ta problematika na tiste poklice ali pa delovna mesta, kjer je to pripravništvo obvezno, predno se pride sploh do neke redne zaposlitve, kar je malo povezano tudi s to našo kar veliko reguliranostjo poklicov in tudi na tem področju mislim, da mora Slovenija še veliko narediti v smeri, da te regulacije ni toliko. Ne nazadnje to pomeni tudi veliko stroškov za državo, če imamo zadeve tako regulirane, da po 5 letih študija moraš pa še pripravništvo opraviti, pa še strokovni izpit, pa ne vem kaj še, tako da z tega vidika zadeve absolutno treba pogledati. Jaz pa težko na tem mestu pač nekaj, kar zadeva tudi druge resorje, komentiram. Še eno vprašanje? Yeah, of course.
Just to pick up on that last point which you made, which is a very important one, we also recognise at European level that the quality of traineeships is vital. There is a risk that they can be used to replace good quality employment, that they can be an exploitation measure. And we have at European level drawn up a quality framework for traineeships which defines some key factors which need to be respected in order that this opportunity is a high quality opportunity and is going to lead to better chances for the participants in the future. And it's one of the underlying factors that we will be monitoring when we look at the implementation of the Youth Guarantee, to see that this quality framework is being respected and put in place in the implementation of the guarantee. Thank you. Najlepša hvala, torej vprašanje tole spredaj. Darek Stojan, podjetnik. Sicer se pa besede javljam zato, da povem, da je to še eden iz gospodarstva, predstavnik sicer v Združenju delodajalcev obrti in podjetništva, tako da pravzaprav nimam kaj dosti dodati to, kar je kolega Knez že povedal v imenu gospodarstva. Rešitev bi bila v kreiranju dovolj prostih delovnih mest. To seveda pomembno presega današnje možnosti razprave. Problemi so, torej v gospodarstvu ni enostavno ustvariti novih delovnih mest, ker smo pač v situaciji, ki jo vsi poznamo. Iz te situacije seveda lahko gremo, in to kot delodajalec lahko povem, tudi na način, da bi imeli več prav izobražene delovne sile. Tu seveda smo v delodajalskih združenjih in ekipirani, ker naši kolegi pač tarnajo, da tudi takrat, ko je delovno mesto, ni prave ponudbe. Torej, tukaj je seveda šolstvo, ampak to je proces, o katerem je že tudi gospod Knez govoril, ki nekaj let traja. Torej, drugo pa je, in to bi apeliral na mlade, več prilagodljivosti, več, da se preučijo. To je seveda tudi vloga Zavoda za zaposlovanje, ampak brez volje mladih, da se preučijo na delovnem mestu, da se skozi v treningu tega ne bo. Tudi gospod Pokorni je seveda tukaj povedal ključno, kaj Evropa čuti. Ta problem v Sloveniji je verjetno še večji. Drugo, kar bi rad povedal, več poguma pri mladih za podjetništvo. Težko razumeti, da se Sloveniji bolj ne podajamo na pot podjetništva. In naslednje, predvsem IKT, torej informacijsko-komunikacijske tehnologije, nikakor ne razumem, da jih v Sloveniji bolj ne koristimo. Prav zdaj analiziramo, kako daleč smo v Sloveniji padli na tem področju. Kar težko je za razumeti. In tu je priložnost za mlade, ker to vendar dobro razumejo. In na teh delovnih mestih lahko, kot narekovajo, čisti izvozniki delajo tudi za naročnike na drugem kontinentu, v drugem delu Evrope. Torej, kot podjetniki, kot kreativci. Tako da, ne samo, da smo delodajalci tisti, ki ta trenutek očitno ne izpolnjujemo vseh pričakovanj, ampak tudi na strani za mladih mora biti več poguma, več prilagodljivosti, seveda. Rešitev pa je, tako kot je bilo povedano, strukturne rešitve od izobraževalnega sistema naprej. Hvala. Hvala lepa. Ima kdo kakšen komentar? Gospod Knez? Najprej komentiramo. Ja, se pravim, mogoče se moramo malce več pogovarjati tudi o teh točkah, ki jih je gospod Stojan zdaj izpostavil. Namreč, po izkušnjah gospodarstva, in pač tle vam je konkreten primer seveda podal nekaj dobrih nasvetov, so pričakovanja ali pa želje gospodarstva dobiti multifunkcionalnega delavca, po domače povedan. Interdisciplinarna znanja so ključna. Mi pridemo z fakultet z enim točno določenim fiksiranim znanjem, ki tudi seveda vprašanje, ali je neposredno takoj sploh uporabljivo za neko zaposlitev. Verjetno je treba še toliko več praktičnih izkušenj tudi skozi seveda proces izobraževanja pridobiti, da si sploh potem na nek način pri tem podjetju zaželjen ali pa zaposljiv. Torej,
želja je in tudi pričakovanja podjetij so tam multifunkcionalne znanje. Nič ti ne pomaga, če znaš nekaj dobro delati, če tega mogoče ne znaš na drugi strani prodati. Eni znamo zelo dobro delati, drugi znamo zelo dobro prodati, ampak tisti, ki bo znal to oboje skupaj narediti, bo toliko bolj verjetno pri določenih podjetnikih ali pa gospodarskih družbah zaželen. Torej multifunkcionalnost, interdisciplinarnost in poznavanje različnih znanj, pridobivanje različnih izkušenj skozi celoten proces izobraževanja in seveda tudi želja in pogum so verjetno tisti ključi, ki jih bo v prihodnje treba bistveno bolj razvijati. To pravim, kako je bilo prej rečeno, krožki, mogoče niso toliko napačni, ne? To je včasih dobra popotnica, verjetno pa rabimo tega več tudi v šolah. To spodbuja tudi EU, torej na nek način podjetništvo že v osnovno šolo, ne v smislu tega učimo se ekonomije ali pa ne vem česa podobnega in financ, ne, ampak razumevanje podjetniškega duha, tisto pa je seveda treba skozi izobrazbo že od osnovne šole naprej spodbujati. Hotel sem pa še nekaj dodati prej na gospod Jarc. Glede, volontersko pripravništvo. Absolutno se strinjamo, da je to težava. Deloma se je že rešila s tem, ko so vse stroški volonterskim pripravnikom sedaj povračajo. Tega še v preteklosti ni bilo, to je nov ZDR uvedel. Torej, upajoč seveda, da se vsaj potni stroški, malica in prehrana zaenkrat tem osebam, tem študentom ali pa ostalim povračajo. Je pa zelo pomembno tudi zavedati se, kakšna je na drugi strani tudi obremenitev dela. Tudi to je pomembno izpostaviti, namreč to je eden izmed ključnih vzrokov segmentacije na našem trgu dela. Imamo starejše, ki so seveda bistveno bolj izkušeni, tudi zato bolje plačani, vendar bistveno manj efektivni na eni strani, ne? In seveda konec koncev tudi teže zamedljivi zaradi naše zakonodaje in potem mlade seveda, ki iščejo delo, so bistveno bolj produktivni, verjetno tudi zelo inovativni v zadnjih letih, pa ne dobijo pravih priložnosti ali pa so te priložnosti za zelo, zelo kratek čas. In ni ključ v tem seveda, da se mladi zaposlijo, ključ je v tem, da se mladi zaposlijo za nedoločen čas. Ne? Namreč prej smo slišali številko 35% od tistih 14.500, mislim, da je bil podatek, je dobilo zaposlitev. Odlično. Kakšna kvaliteta te zaposlitve pa je to dejansko je, seveda to je pa tudi to vprašanje, ki je zelo pomembno. Ne? Ali je to za 2 meseca, ali je to za 1 mesec, ali se je nadaljevala v neko daljšo zaposlitev. To so tiste ključne vprašanja, to so tisti pravi odgovori, ali jamstvo za mlade dejansko deluje, ali pa vsi povezani ukrepi s tem. Tako da jaz bi seveda apeliral, da se pogovarjamo o analizah zelo široko, ne? Se pravi, da analiziramo dejansko ne samo neke odstotke in statistične podatke, ampak dejanski učinek na tega pri mladih in na drugi strani tudi pri gospodarstvu. Hvala. Še ena kratka replika, gospod Bogar, potem gremo na naslednje vprašanje. Kratko povabilo delodajalcem. Mi imamo zdaj že nekaj izkušenj s tem, da smo naredili skozi storitve za delodajalce, smo naredili take spet prilagojene usposabljanja za določene veščine, recimo, ki so jih potrebovali. Tudi naš register zunanjih izvajalcev je dosti fleksibilen, tako da z nekaj birokracije se da tudi to speljati. Najlepša hvala. Vprašanje, Tadej? Ja, lep pozdrav, Skrinar. Sicer niti ne vem, kje bi več začel. Bom začel, da v bistvu kljub samo pa je nekaj pozitivnih sprememb v naši družbi. Jaz ocenjujem eno pomembnejšo včeraj, ko je predstavnik ene izmed zelo močnih družbenih skupin, tudi političnih skupin v Sloveniji, starejših upokojencev, povedal, da se bojo odpovedali tudi za to, da se bojo ta sredstva namenjala za mlade. Zakaj to izpostavljam? V procesu priprave jamstva za mlade smo se dotikali tudi medgeneracijskega sodelovanja in predvsem medresorskih usklajenih aktivnosti. To je bilo danes že večkrat poudarjeno. Pa mogoče še par let nazaj. Mi smo že zelo dolgo nazaj opozarjali, da je zaposlovanje mladih problem v Sloveniji pred letom 2012, ko je dejansko udarila kriza. In tukaj bi mogoče lahko prej naredili več, da bi današnja situacija bila manj slabša. Zdaj pa mogoče malo bolj na področje gospodarstva, ker danes poslušamo predstavnika gospodarstva, pa jih prej v procesu nismo mogli slišati. Mi smo velikokrat poudarjali tudi to, da želimo, da se v debato za pripravo jamstva za mlade vključijo tudi delodajalci in predstavniki gospodarstva.
eno izmed najmanj aktivnih ministrstv je bilo gospodarski razvoj in tehnologijo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pa smo tudi v procesu največkrat poudarjali, da je treba narediti veliko več na kreiranju delovnih mest. In zdaj mogoče, ker smo danes slišali že večkrat, da je treba narediti nova delovna mesta, me zanima, kako konkretno jih najmladi kreiramo, zato da bomo vedeli. Mislim, da je to vprašanje namenjeno kar več našim sogovornikom, kdo bi želel prvi replicirati. Ja, deloma verjetno lahko jaz gledam tudi, da vsaj po večini se nanašam tole na gospodarstvo, verjamem, da ima vsak od nas kakšno repliko na to zgodbo. Ja, lejte, težko je danes govoriti, lejte, mladi, to je moje mnenje seveda, mladi boste sami zelo težko kreirali delovna mesta. Lahko jih seveda pri njih, pri kreiranju teh delovnih mest sodelujete. Včeraj, predvčerajšnjim sem zasledil v medijih in mislim, da je zelo pozitivna zgodba enega mladega dijaka, ki je dobil nagrado za inovativnost, nekaj podobnega. Lejte, to so odlične priložnosti. Ta mlad fant je danes dobil ponudbo verjetno že od kakšnega razvijalca teh produktov in se bo hitro našel verjetno v nekih procesih. Torej, to sodelovanje, to izkazovanje, to pridobivanje neformalnih izkušenj in se na nek način skuša tudi skozi sistem, ki ga v Sloveniji pač imamo, takšnega, kot ga pač imamo, prebiti naprej, že ko si mlad, je vsekakor dobra stvar. Je pa seveda res, dokler ne bomo imeli mi na drugi strani kvalitetne ponudbe delovnih mest v gospodarstvu, boste mladi odhajali v tujino, to, kar se nam dogaja zdaj. Dokler je seveda ponudba v tujini kvalitetnejša ali pa je vsaj malo več, kot je pri nas. In te težave moramo rešiti seveda s tem, da v Sloveniji vlagamo v gospodarski razvoj, konec koncev vlagamo tudi v naše bodoče kadre ali pa podjetnike, kot je bilo prej izpostavljeno, konec koncev poznamo veliko uspešnih zgodb o slovenskih startupih, ki so danes prerasli že v gromozanska podjetja, z zelo enostavnimi rešitvami, z relativno malo vlaganj, ampak z zelo veliko znanja, sodelovanja, povezovanja in iskanja priložnosti. Ampak temu mora sistem nameniti podporo. Logično, seveda se strinjam. In dokler takšne sistemske podpore ni, dokler smo zelo parcialni, meni je zelo žal, da je MGRT v tistem času zelo malo sodelovalo, konec koncev je tudi z nami sodelovalo, zelo malo. Upamo, da se bo ta situacija v bodoče popolnoma spremenila, ne samo malo. Ampak vsekakor jaz nisem apeliral toliko na gospodarsko ministrstvo, kot ste rekel, ampak predvsem tiste konkretne delodajalce. Tisti bodo znali povedati, kam bodo peljali razvoj v naslednjih 5-10 letih. Oni morajo imeti začrtane cilje, kaj bodo v Sloveniji počeli. Tisti, ki tega nima, težko načrtuje prihodnja delovna mesta in potrebo po njih. In če tega ne znamo narediti pri gospodarstvu, na eni strani, ali pa gospodarstvo tega samo ne zna narediti, potem bomo zelo težko sporočili izobraževalnemu sistemu, kaj potrebujemo. Torej, treba se osredotočiti na tiste delodajalce, ki pa to v Sloveniji imajo, in takih ni malo. Konec koncev, treba se zavedati tudi, da danes, bom tako rekel v navednicah, nespoštovanja vredni poklici, to sploh niso. Obrtniška dela, keramičarska dela, takšna in drugačna dela so zelo dobro plačana dela, ki smo jih pa skozi en proces v Sloveniji, ki smo rekli, bodimo vsi diplomanti, bodimo vsi ne vem kako visoko strokovno izobraženi, pa ni važno sploh na katerem področju, samo da diplomo imaš, boš dobil službo. To smo govorili nekaj let nazaj. Zdaj govorimo, pejte nazaj v poklicno izobraževanje, zato ker poklicov nam manjka, ali pa kadrov v teh poklicih nam manjka, za te poklice v bodoče. Torej, mi se sami za sebe ne znamo točno odločiti, kam bo bodoče Slovenija šla. In dokler se to ne bomo dogovorili, pa seveda to dogovorili danes, ne pa jutri, ali pa boš bilo že včeraj, ne pa danes, bomo zelo težko napredovali. Torej, v to smer je treba razmišljati. In gospodarstvo, vsaj v veliki večini, bi moralo, in marsikdo se tam že globoko zaveda, kaj potrebuje. Če danes v gospodarstvu bilo v enem letu, so potrebovali 300 določenih strokovnih, visoko kvalificiranih delavcev, dobili so jih pa manj kot polovico od teh na trgu dela v Sloveniji, potem nekaj je narobe. To je 150 novih
zaposlitev, ki bo nosilo, ki bo imel, ne vem, dodano vrednost na zaposlenega 70 000 evrov ali več, pa jih ne najdemo. Ne? To so težave. In tu moramo narediti seveda bistven premik in hitrejši premik. Ne? Ker če se bomo dolg časa sam še o tem pogovarjali, tako kot zdaj delamo, ne? Se ne spremeni. Še gospod Pokornik. Thank you. I'm really glad to hear business entrepreneurs being so strongly represented in this discussion. Because I think that there is a really important issue which has been mentioned by a few of the panelists, which is that the youth guarantee, this crisis, actually gives a huge opportunity for people to start working together who previously have been in separate worlds. And I think where we really ought to be bringing two worlds together is education and business. Where there is a real lack across the whole of the EU is real partnerships between schools and businesses. And we have seen some wonderful examples, but there's not very many of them, where businesses are actually involved in the work of schools, involved in education, even so far as going into schools and working with the teachers, not to teach accountancy, not even to teach how to set up your own business, that comes later, but to motivate students why learning is important, why this is worth investing in, why this is relevant to their future development, and to offer a dimension which is not part of the normal curriculum. And this can have a huge long-term effect. And then, yes, you can start to talk about what does it mean to set up your own business and how do you deal with the finances and so on. But the first step, and these really are two very, very different worlds which are too separate at the moment, is that schools and businesses should be much more strongly involved. And if we're looking at things which may have structural, systemic benefits in the long term, then I think that would be one that is really worth looking at and investing in and using this opportunity to set up. Eno vprašanje imamo še. Mogoče, če lahko mikrofon podate naprej. Ja. V imenu zaposlenih oziroma teh, ki analiziramo zadeve, ki so današnja tematika na predstavništvu Evropske komisije, komentar, do katerega sem prišla na podlagi intervencij, s katerimi ste se zdaj soočali. In sicer v Sloveniji je startup delovanje oziroma startup skupnost je postala izjemno aktivna in ima izjemen potencial. To, kar je bilo prej, ste gospa Sanja Lebentrovar že omenili, in tudi današnja študentska arena organizacije Evropske komisije se je začela dejansko z startupi. In trije govorci, ki so bili pred vami, so predstavili svoje pozitivne zgodbe. In vsi trije zaposlujejo in tudi primer, ki ste ga vi že preomenili, me je pripeljal do ideje, da dejansko tam je res potencial in startup skupnost v Sloveniji deluje zdaj enotno preko portala startup.si in mislim, da je potrebno večje osveščanje tudi njih, da dejansko te sheme obstajajo. Mogoče je prišlo do komunikacijskega šuma oziroma to, kar ste mnogi omenili danes, da je treba prioritete si postaviti, pa tudi malo več povezovanja. Tukaj večja podjetja niti morda temu ne sledijo, manjša, pa dejansko pa treba začeti razmišljati malo. V bistvu Think SME First, kar je pa tudi pobuda Evropske komisije, tako da mogoče čist zelo preprost ukrep, da se z njimi povežejo te, ki so pristojni za implementacijo sheme, ker sem pripričana, da na tem področju startup skupnosti, ki tako individualno, usporedno z nami hiti naprej, izjemno pozitivno, da niti niso osveščeni vseh teh ukrepi, ki obstajajo. Najlepša hvala. Je želel kdo replicirati mogoče? Mogoče še kdo? Tam je še eno vprašanje zdaj. Lepo pozdravljeni. Sicer imam v bistvu eno vprašanje, se bom mogoče vrnila malo bolj na začetek direktno na ukrepe. In sicer veliko smo danes govorili o tem, kaj morajo mladi storiti tudi zato, da bodo bolj zaposljivi. Veliko smo govorili o pozitivnih učinkih oziroma uspehih jamstva za mlade. Me pa zanima predvsem, gospa Košir, kateri ukrepi se ne izvajajo, pa bi se načeloma mogli in kje točno tičijo razlogi za to. Deficitarne štipendije so gotovo eden izmed teh ukrepov, za katerega bi mogoče dejali, da je nekako mehak ukrep, ki naj bi
nekako orientiral mlade, kam naj se vpisujejo. Razpis bi moral biti januarja, danes je oktober, dijaki in študenti so začeli s svojim študijskim letom, ni jih. Kje so, kdaj bojo in zakaj jih ni? Hvala. Ja, podlaga za deficitarne štipendije mora biti na vladi sprejeta politika štipendiranja, kjer se bodo pač opredelile smeri, v kamor naj bi pač šlo to štipendiranje deficitarnih področij. Tako da ta politika se pripravlja in razpis bo objavljen seveda toliko prej, preden se bo začelo vpisovanje v naslednjem šolskem letu. Vemo, da vpisovanje mislim, da teče tam marca, aprila, se pravi, absolutno predtem mora biti to sporočilo, kje bodo deficitarne štipendije za objavo javnega razpisa teh štipendij. Mogoče še kakšno vprašanje? Če ne, imam eno jaz, in sicer Jamstvo za mlade je program, ki traja do leta 2015. Moje vprašanje konkretno za gospoda Pokornija in gospod Košir, kaj se bo zgodilo potem? Verjetno ne bomo namerili takrat stopne brezposelnosti nič med mladimi. Je možno program podaljšati, se pripravljajo kakšni novi ukrepi, tudi novo financiranje strani Evropske komisije? Well, let's hope we don't have to extend the guarantee, because it was put in as a response to an emergency situation, and if it works, we hope that this short but intense injection of support will have the right effect. But, of course, the question is, what are we investing for the future? Well, we are discussing with colleagues in the Slovenian government how to invest nearly 700 million euro over the next 7-8 years in labour market, in education, in social inclusion in Slovenia, exactly in ways that are going to not just subsidise short-term positive effects, but have a really long-term beneficial impact on Slovenian economy, Slovenian society. And so, hopefully, we will see that we don't need a youth guarantee anymore in 2016, but we will certainly need a European Social Fund, European Regional Development Fund, and that these are going to be the long-term systemic investments that are going to bring positive benefits, which are sustainable and are going to put the Slovenian economy on a much stronger footing in the next 10 years. Ja, dejansko zdaj smo v fazi načrtovanja izkoriščanja sredstev, ki nam bodo na voljo iz Evropskega socialnega sklada do leta 2020, in ena od prednostnih naložb v Sloveniji so tudi mladi. Tako da, kot je bilo rečeno, za ukrepi, ki se bodo izkazali učinkoviti in v obsegu, kakršen bo pač potreben za situacijo mladih na trgu dela od leta 2006 naprej, bo to uporabljeno za te ukrepe. In kot rečeno, je to pri nas do leta 2020 ena od prednostnih naložb. Mogoče še na tej točki kakšno vprašanje iz občinstva? Ja, Tež. I really want to take this opportunity and to talk with the representative from European Commission. I'm sure we all agree that we wish we wouldn't need the youth guarantee, that's quite sure. But how do you actually see the fact that the European Commission is investing like few billions in the youth guarantee, around 7 if I'm correct, and the International Labour Organization assumed that we would need 21 billion euros in order to solve youth unemployment in Europe. So the investment of European Union is definitely not going to solve youth unemployment. Another question, how is actually the European Commission involving young people in decision-making processes? Because we are talking about solutions for young people, and considering there was a conference in Milano just a few weeks ago and there weren't any youth representatives there, how do you see cooperation with youth representatives and with youth organizations at the European Commission level as well? Thank you. Okay. Thank you very much. Well, you are absolutely right that there's two sources of funding here. One is
6 billion for the Youth Employment Initiative, which is the 2-year funding that was just mentioned, and that's the one which we hope will be the emergency injection of funds, will help to diminish the scale of the problem and will not in that form need to be continued. But of course the much bigger investment in young people and in structures is through the European Social Fund and through the Regional Development Fund, and that will continue to be a very major source of investment in Slovenia and in the other member states, and a permanent, predictable source of investment. So it's certainly true that €6 billion is not going to resolve the problem of youth employment on its own. It's an emergency measure to reduce the intensity of the issue now, but it is paralleled by this much bigger and longer term investment through the structural funds, of which the European Social Fund is probably the most relevant. The involvement of young people in European decision making, I think you're right, is a real issue. I worked in education before. We had very well-established contacts with European Youth Forum, for instance. We had good stakeholder cooperation with them in the design of education issues. I think it's something which we need to build more into the discussions that we're having on youth employment as well. I agree. Še kakšen komentar? Ja. Ja, v bistvu imam odgovor na Uroševo vprašanje od prejšnje runde, ne. To, kar smo zdaj slišali, Teo, na primer, pa Sanjo, pa Uroša, to je tudi ten način kreiranja delovnih mest. Vi ste ogromno vložili, vaše znanje je neizmerno, jaz res vas občudujem. Tako da to je tudi nek zgled mladim, ne, se pravi, bodi aktiven, ukvarjaj se z nečim, kar te veseli, kar je pač močno v tebi, no, res. Tako da to je tudi odgovor na to. Bom izkoristil, gospa Goja, ker ste ravno pri mikrofonu, da vas vprašam, če ste mogoče na Zavodu za zaposlovanje opazili, da mladi v tem procesu vključevanja na trg dela, pa tudi v okviru jamstva za mlade, kakšne informacije še pogrešajo? V bistvu, če nimate nič proti, no, bi pozvala mojega kolega svetovalca, ki dela res v prvih vrstah, no, da vam odgovori na to vprašanje. Seveda, kar lahko mikrofon mogoče? Dobar dan, Tremo Horčič, Zavod za zaposlovanje, delam tu v Ljubljani, delam z mladimi s populacijo 30 let. Tako da ja, predvsej vidimo prvi mladih, da pridejo v zelo različnih skupinah. Eni pridejo že zelo izobraženi, zelo vejo, zakaj se gre, poznajo jamstva za mlade, poznajo ukrepe zavoda, vejo, kaj bi radi s svojim življenjem. Tu je ponavadi problem, da ni za njih pravega delovnega mesta, oziroma da formalno nimajo tistih izkušenj ali pa nekih izpitov ali pa česarkoli. In je prvo vprašanje na zavod, kje lahko vi tu pomagate. Zdaj, mi probamo sploh mlajša generacija svetovalcev napotiti na delodajalce, sploh kar se tiče izven javnega sektorja, kaj lahko v bistvu oni naredijo, da bojo bolj zaposljivi. Probamo nekako povezovati tako delodajalce, kakor sam zavod, ministrstvo, in iskalce zaposlitve. Zdaj, vsi bi radi čim več vedeli, čim prej zvedeli. Zdaj tudi sama stran Zavoda za zaposlovanje je zelo novo prenovljena, se še dela, se še obnavlja. Tako da to je v bistvu tisti prvi kontakt, ki smo ga probali postaviti. Druga stvar, ki pa je pa dejansko delo z mladimi. Zdaj, jaz sem, kakor bi rekel, mladi plus, nisem pod generacijo pod 30, sem pa še nekako precej v stiku, precej delam z mladimi, tudi izven svoje službe in imam nekako mogoče malo drugačen, malo nov pristop. Tudi moji sodelavci so precej na isti valovni dolžini. Probamo dejansko z vsakim mladim, ki pride, se mu čim bolj posvetiti, čim bolj ugotoviti, kaj želi imeti, kje je tisto, kar ga zanima. In v te informacije, koliko je v naši moči, čim prej predati. Zdaj, nekaj pač je na tem, da vsega čist, ne samo, da ne vemo, niti ne moramo relevantnih podatkov dajati. Probamo po najboljših močeh. Tudi, recimo, kar se tiče teh
dodatnih izobraževanj, tudi v sklopu jamstva za mlade, tudi sami smo precej aktivni, sami nove zadeve vpeljujemo noter, nove ukrepe, nove prijeme. Tako da vse stvari probajo nekako prilagajati trenutnim potrebam pa trenutnim željam naših stran. Tudi kar se tiče delodajalcev. Najlepša hvala. Še komentar, gospod Niza? Ja, se mogoče je tu komentar, ne, ampak da ne bo pomote, ne, jaz upam, da danes nisem zvonil slučajno kaj preveč kritičen, mogoče do samega jamstva za mlade že, ker mislim, da bi lahko seveda bil bistveno boljši. Vsekakor pa moram pohvaliti, ne, da se je tudi Zavod za zaposlovanje sploh v zadnjem času bistveno bolj približal delodajalcem in rešil v nek individualni pristop in kot zdaj razumem, kolega seveda tudi pri samih iskalcih zaposlitve šel v bistveno bolj individualen pristop, ta tailor-made, ki smo tako velikrat že omenili. Tako da vsekakor je to treba ta pristop pohvaliti in ga spodbujati tudi naprej. To je mislim, da pravi način, ker je res nemogoče eno vrsto ukrepov narediti tako, recimo, rekel, nadsektorskih, ne, za vse možne dejavnosti, za vse možne delodajalce ali pa za vse možne iskalce zaposlitve, da so vse obsežni, ne. To ne gre. In se je treba seveda bistveno bolj ukvarjati individualno. Kar bi pa mogoče želel poudariti, pa tudi ena mogoče manjša kritika, da ne bo pomote, ne. Tudi delodajalci, ne, zdaj sem slišal seveda delovne izkušnje, ne. Tudi delodajalci se bodo morali počasi seveda zavedati, da ne morajo izbirati tistih kadrov, ki bi že imeli vse, kar si oni želijo. V teh situacijah trenutno je to nemogoče, ne. Ko bo seveda šolski sistem ali pa izobraževalni sistem in vse ostalo delovalo, tako kot bi si vsi želeli, bo to mogoče pričakovati. Drugače pa nemogoče že v tem trenutku zahtevati 5 let delovnih izkušenj in pričakovati seveda, da bo to mlada oseba, ki bo pripravljena delati za neko, recimo, nizko plačilo. Teh izkušenj še nimajo, ker jih je težko dobiti ali pa so neformalne in niso zabeležene, ne. In vprašanje tudi, ali jih upoštevajo. Tako da treba se je tudi osredotočiti na to, da so vse neformalne izkušnje, ki si jih pridobimo skozi čas, skozi najrazličnejša dela, pa tudi konec koncev, če to ni nujno študentsko delo, ampak če ste imeli kakršnokoli izkušnjo s kakršnikoli delom, pa ste očetu pomagali, ne vem, zidati ali pa pleskati ali pa nekaj, konec koncev vse to so neke izkušnje, ki ste v življenju pridobili in jih je dobro seveda izpostaviti. Hočem povedati, delodajalci jih morajo znati prepoznati. Na tem moramo tudi mi veliko delati seveda na tej strani. Pa še eno mogoče manjšo kritiko, še vedno je zelo opazno, da mladi so še vedno mogoče premalo fleksibilni, ko gre za iskanje zaposlitve. Kolikokrat se zalotite, da iščete izven svojega varnega okolja, varne regije, ne, ozkega območja ali gledate širše, pa ne govorim seveda v tujini, ne, vsi bi si želeli, da ostanete tle, ne. Ali ste pripravljeni iti na delo, ne vem, še vedno vemo, da imamo pomanjkanje zdravnikov, pa vemo, da jih imamo pa je preveč, pa imamo pomanjkanje zdravnikov in bolnice išče v Zagorju, ne vem, ki je vse visoko kvalificirano delo, ki ga nihče ne želi sprejeti. Zakaj? Zato, ker je v Zagorju. Ampak, ne, delo, služba je, mogoče ni tisto, kar smo si v prvi fazi želeli, podskočna deska za naprej, ne, in na ta način je treba skozi te zaposlitve to gledati. Tako da, malo pohvale, malo kritike. Najlepša hvala. Ker nas čas nekoliko preganja, bi želel v bistvu samo še eno vprašanje postaviti, oziroma neko zaključno misel od vseh naših gostov tu na okrogli mizi danes. V Sloveniji se radi primerjamo s tujino in kar se tiče jamstva za mlade, smo videli, da ko je leta 2011 bilo to jamstvo za mlade vpeljano na Finskem, je v prvih 3 mesecih po prijavi na Zavodu za zaposlovanje kar 83,5% mladih iskalcev zaposlitve prejelo uspešno ponudbo za delo. Ali imamo v Sloveniji sploh primerno okolje za to, da bi ponovili to zgodbo o uspehu, oziroma kaj Slovenija potrebuje, da bo jamstvo za mlade predstavljalo zgodbo o uspehu? Pa bom začel kar z vami, gospod Pokornik. Well, we've already heard that the Youth Guarantee has started to have some very positive impacts in Slovenia as well, so clearly it is a program which is well designed and is having positive impacts. What we have to do is to make sure, like I said at the start, that these are not just short term and that we invest also in structural changes that are going to improve the situation in the long term as well. But it's a very good start and I think the promise for the future is strong.
Košir? Ja, mogoče nekaj podatkov. Ko smo gledali v tem polletnem poročilu, je skoraj 10% teh brezposelnih v času 4-mesečne brezposelnosti dobilo redno zaposlitev, 85% jih je dobilo ponudbo, se pravi za neko aktivno vlogo Zavoda za zaposlovanje so dobili ponudbo za redno zaposlitev in kot smo slišali, tudi dejansko 35% vseh teh dobilo potem zaposlitev. Jaz bi si želela, da bi imeli na voljo seveda še več tudi sredstev za ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ker več, ko bi imeli teh sredstev več, bi lahko tudi subvencionirali in mogoče vendarle spodbudili tudi kakšnega delodajalca, da bi odprl dostojno delovno mesto tudi za mlade. Do zdaj so bila posluh pri vladi za to področje, ker treba je videti, da mi imamo kar enega zelo nizkih deležev BDP-ja za te ukrepe in s tem bi lahko seveda še več tudi mi posegali na to, da bi bilo teh uspešnih zaposlitev še več med mladimi. Gospod Knis, so subvencije rešitev za to, da bomo uspešna zgodba? Ne, jaz mislim, da je treba gledati v bistvu celo malce drugače. Mogoče celo, dobro, v tem trenutku mislim, da Slovenija bo težko izplezala iz te potrebe po nekih subvencijah, po nekih pomočeh, tako gospodarstvu kot mladim, kot iskalcem zaposlitve. Ampak vseeno, ta cilj, ki ga je omenil gospod Pokorni že na začetku, da se gre pa v strukturne reforme in skozi to išče sorazmerne ukrepe, bo pomenilo, da rabimo manj subvencij, ampak bomo imeli pa hkrati še vedno veliko priložnosti na trgu dela. Mogoče za zaključek bi rad sam poudaril, da se tudi na gospodarski zbornici močno zavedamo pomena približevanja mladih v gospodarstvu, zato mogoče vabim ali pa samo omenjam, da tudi mi organiziramo skupaj z našim gospodarstvom dan odprtih vrat, mislim, da 27.11., ki je sicer namenjen osnovnošolcem, zato da se bodo lažje osredotočali na svojo poklicno pot v srednje šole, ampak vseeno nekje treba začeti in tle mislim, da so tudi pozitivni koraki. Gospa Gogala, kako se bo Zavod za zaposlovanje vključeval v to pozitivno zgodbo? Kot do zdaj, z aktivnim sodelovanjem, s tem, da hitro reagiramo na to, na nove pobude, s tem tudi mogoče, da poskušamo vplivati tudi na miselnost v Sloveniji, da je zaposleni dodana vrednostni strošek, da gre v bistvu na vrednote, ker na ta način potem bomo začeli res že v šolah to prevzgajati oziroma nekako to povezavo, izobraževanje, zaposlovanje. Če gospa Leva Troje, kakšne spremembe so potrebne, da bi Slovenija lahko bila pozitivna zgodba jamstva za mlade? Če bi imela odgovor na to, bi ga verjetno že kdaj prej povedala. Jaz bom samo to rekla za konec, da si želim to, kar sem že večkrat rekla, da Slovenci nehamo biti taki prlepljenci na svoje lastne stolčke, ne glede na to, s kjer organizacije prihajamo. Slovenija potrebuje sodelovanje, Slovenija potrebuje deljenje dobrih praks, deljenje dobrih rešitev, malo več optimizma. Skratka, zame osebno rešitev v tem, da se ne srečujemo samo na okroglih mizah, ampak da se srečujemo v konkretnih aktivnostih, dejanjih in v kreiranju kvalitetnih delovnih mest. In upamo, da bo takih srečanj v prihodnosti še veliko več. Najlepša hvala vsem gostom okrogle mize, vam, občinstvu tu na študentski areni, tistim, ki ste nas spremljali preko medmrežja. Posebna zahvala tudi Evropski komisiji, organizatorju tega Evropskega popolnjeva na študentski areni. Vabim vas pa, da ostanete v tej dvorani tudi na delavnici socialno podjetništvo, podjetništvo prihodnosti, kjer boste lahko spoznali, kako si ustvariti zanimivo službo, ki jo boste upravljali s strastjo in pri tem še družbeno koristno pomagali drugim. Hvala lepa. Thank you.